Kristjanova logika je logika pojutrišnjega dneva, ki se ne ustavi v sedanjosti, ampak z zaupanjem gleda v stajenje telesa. Tako je poudaril papež Frančišek, ko je zjutraj daroval svetomašo v kapeli doma svete Marte. Poudarek njegove homilije je bilo obenem tudi opozorilo pred spiritualistično pobožnostjo, ki je osredotočena na danes. Izhajal je iz odlomka iz Pavlovega prvega pisma Korinčanom. Govoreč o logiki odrešenja vse do konca, je papež pripomnil, da kadar molimo veroizpoved, zadnji del izgovorimo v naglici. In sicer zato, ker se bojimo razmišljati o prihodnosti in o vstajenju mrtvih. Lažje nam je vstopiti v logiko preteklosti, saj je ta konkretna, ali pa v logiko sedanjosti, katero lahko vidimo. Ko pa pogledamo v prihodnost, pomislimo, da je bolje ne razmišljati o tem. Ni lahko vstopiti v celoto te logike prihodnosti. Logika včerajšnjega dneva je enostavna. Logika današnjega dneva je enostavna. Logika jutrišnjega dneva je enostavna. Vsi bomo umrli, toda logika pojutrišnjega dneva, ta je zapletena. In to je tisto, kar nam želi Pavel oznaniti danes, logiko pojutrišnjega dneva. Znamenje zrelosti je dobro razumeti logiko preteklosti. Znamenje zrelosti je tudi gibati se v logiki sedanjosti, včerajšnji in današnji. Znamenje zrelosti je previdnost, da vidimo logiko jutrišnjega dneva, prihodnosti. Toda potrebna je velika milost Svetega Duha, da razumemo to logiko pojutrišnjega dneva, po spremenjenju, ko bo prišel On in nas bo vse spremenjene ponesel na oblake, da bi zavedno ostali z njim.